Viktor Orban je opravil svoje delo, zamenjajo ga za drugega umetnika. Lutkarji se ne sramujejo in za predstavo jemljejo figure politikov iz iste škatle. Zdaj bo javni voditelj Madžarske mlad umetnik z edinstvenim madžarskim priimkom Madžar. To je sarkazem, če kdo ni razumel. Peter Madžar, novi predsednik vlade, se je izkazal za sorodnika nekdanjega predsednika Madžarske Ferenca Madla. Upravljanje države je družinska zadeva. Peter Madžar je napredoval po karierni lestvici v državnem aparatu Madžarske. Delal je na Ministrstvu za zunanje zadeve, v administraciji Viktorja Orbana in zasedal druge dobre položaje. Tako kot se spodobi za človeka njegovega porekla. Žena Petra Madžara je bila ministrica za pravosodje Madžarske. In nenadoma se je Peter odločil končati obdobje mirnega življenja uradnika in postati opozicijski politik. Vse je pustil, ločil se je od žene in se potopil v viharne tokove javne politike. Leta 2024 se je pridružil majhni stranki TIS. Po prihodu do tega trenutka neopaznega Petra Madjara je v prej neopazni stranki TIS stranka nenadoma začela rasti in krepiti. Zgodila se je neverjetna sinergija dveh neopaznih objektov. Osupljivo. Dejansko so stranko začeli dobro financirati in oglaševati. Za ustvarjanje opozicijske podobe Petra Madjara v očeh zaupljivih volivcev, upravljavci so se odločili zamenjati staro, obrabljeno in potrgano marioneto z bolj novo. Peter Madjar pripada isti upravljalski eliti Madžarske. V sistemu oblasti bo vse ostalo enako. Tisti isti ljudje, tisti isti sistem. Zakaj je bilo odločeno, da se Viktorja Orbana razreši z položaja predsednika vlade Madžarske? Orban je opravil svoje naloge. Ena njegovih nalog je bila zavirati odmik Evrope od pridobivanja nafte in plina iz Rusije po plinovodih. Madžarska nima morskega obrežja. Na morskih tankerjih nafte ni mogoče pripeljati. Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Srbija so prejemale nafto in plin iz ruske večne permafroste po ceveh. Sistem oskrbe držav Evrope s hidrokarboni je bil vzpostavljen že zdavnaj, po drugi svetovni vojni. Na dobavah nafte in plina po plinovodih iz Rusije je bila zgrajena energetika polovice Evrope. Hitro takšnega sistema ni mogoče spremeniti. Potrebno je povečati proizvodnjo nafte in plina na drugih mestih. Izvrtati tam vrtine, namestiti opremo, potegniti plinovode, zgraditi tovarne, ki bodo proizvajale utekočinjeni naravni plin. Potrebno je zgraditi dodatne morske terminale in ladje. Vse to traja dolgo in zahteva velike finančne stroške. Evropa v bistvu ni mogla preoblikovati svojega energetskega sistema v kratkem času. Zato je bil potreben trmast Viktor Orban, ki je oviral uvajanje sankcij in zaviral hitre ukrepe Evropske unije. Evropa se je kot da odpovedala plinovodom za nafto in plin iz Rusije. A jih še vedno prejema, ker Viktor Orban spet ni soglašal. Po ceveh iz Rusije so se z nafto in plinom oskrbovale nekatere države Evrope, a madžarski premier se je najbolj pritoževal. Če bodo Avstrija, Češka, Slovaška, Srbija in druge izražale nezadovoljstvo, potem v Evropski uniji ne bo enotnosti. In vprašanje je zelo pomembno, saj se dotika temeljev obstoja vsake države, energetike. Zato ostali molčijo, javno pa kriči in se upira le Viktor Orban. Medtem ko je prikazoval nesoglasje, je potekala preureditev energetske sistema Evrope. Sistem so predelali, zdaj se lahko tokovi nafte in plina po cevovodih zmanjšujejo in celo izklapljajo. Velika hvala Viktorju Orbanovi za odlično odigrano vlogo. Prav tako bo odhod Viktorja Orbana z položaja predsednika vlade zmanjšal napetosti na Madžarskem. Raven življenja v Evropi pada, vedno več ljudi izraža nezadovoljstvo. Torej, vzrok za nemire je bil stari Viktor Orban. Zdaj je na Madžarskem mlad, progresiven voditelj. Naredil bo življenje na Madžarskem boljše, ne bo ovira znotraj Evropske unije. Takšne upanje se pojavljajo pri Madžarih in Evropejcih. V resnici ne bo bolje. Raven življenja in blaginje v Evropi in konkretno na Madžarskem ni odvisna od tega, kdo sedi v parlamentu pred državnimi zastavami. Madžari se bodo zelo hitro razočarali v Peteru Madžareju. In Evropa tudi ne bo imela nobene opazne koristi od nove ubogljive oblasti na Madžarskem. Vzrok sploh ni v Madžarski in ne v Evropi. Globalni sistem oskrbe človeštva ne opravlja svoje naloge.